Gradbinci pripravljate danes humanitarno akcijo, ki bo trajala 10 ur. To je skoraj rekord v Mariboru, ne? Ta humanitarna akcija traja že bistveno dlje kot samo 10 ur. Te 10 ur pomeni, da bo trajal danes celotni maraton, od humanitarne predstave preko Segma Y, preko Leta 3, se pravi do zgodnjih jutranjih ur. Ta humanitarna akcija z denarjem, ki je zbran, se bodo nakupila topla oblačila za brezdomce v Mariboru, ki stanujejo v zavetišču za brezdomce. Kupili smo že kapucarje pa kape. Od današnje predstave, odvisno od prodanih kart, pa tudi od prostovoljnih prispevkov, ki jih zbiramo, pa tudi odvisno, kaj še druga bomo uspeli nakupiti. Recimo hrano, ali pa še dodatno kakšna oblačila. Zakaj pa ste zbrali ravno mariborske brezdomce? Se vam zdi, da mariborska občina za njih najmanj naredi? Ne, to sploh nismo gledali z tega stališča, ampak zato, ker smo študenti Fakultete za gradbeništvo v Mariboru in delujemo v Mariboru. Zato, ker tudi gledalci so večinoma iz Maribora in to okoliš najbolje poznajo. In zdaj, če delujemo v nekem okolišu in ljudje iz tega okoliša nam dajo prostovoljne prispevke v dobrodelne namene, je tudi prav, da oni točno vejo, kam to gre in kako se to naredi. Tako da to bojo lahko tudi spremljali preko Kraljev ulice, bo tudi tam članek, tako da bo res videli, da gre to v prave roke. En del te humanitarne akcije je tudi musical Gradbentina, ki govori o nekem strogem profesorju, ki nima pravega odnosa do svojih študentov in do učnega procesa na splošno. Pa me zanima, če je zgodba bazira na resnični osebi in dogodku. To boste mogli pa scenarista vprašati. Jaz predstavo režiram, scenarist pa potem tudi ve, iz kakih, bom rekla, idej je on dobo misel za celotni scenarij. No in med drugim ste, koliko jaz vem, ena redkih fakultet, ki svoje brucovanje združujejo z humanitarno akcijo. Pa me zanima, če to pomeni, da ste gradbinci najbolj mehkega srca? To zdaj ne vem, kako mehkega srca. Lahko pa rečemo, da smo vsaj študenti na Fakulteti za gradbeništvo se vedno povežemo, vedno sodelujemo. Vedno, ko so neki novi projekti, če le vidimo, da pač to lahko naredimo, zakaj ne bi to izpeljali. Le pa res, da smo pač ljudje, ki smo že prej delovali v gledališču, to prinesli, to idejo, ki je bila množično podprta, z zelo veliko zanimanja. Tudi karte so bile množično prodane in celo razprodane. Tako da to glede mehkega srca ne vem. Vem pa, bi pa rekla, da smo mogoče v redu ljudje, ki se zavedamo celotne problematike, ki nas obkroža.